Pozdravljeni učenci, dobrodošli pri uri slovenščine. Danes se bomo učili o puščavi in živalih, ki živijo tam. Kakšno pa je življenje v puščavi, če vemo, da je podnevi zelo vroče, ponoči pa hladno, da ne pade veliko dežja, da je puščava prekrita s puščavskim peskom? Ali mislite, da je v puščavi možno živeti? Ali v puščavi najdemo rastline? Ali v puščavi živijo živali? In če živijo, od kod dobijo vodo? Na vsa ta vprašanja bomo odgovorili pri tej uri. Seveda je tudi v puščavi življenje. In danes bomo spoznali nekatere zanimivosti puščave in njene prebivalce. Sedaj pa odprite delovne zvezke na strani 79. Oglejmo si besedilo Življenje v puščavi. Beri skupaj z mano. V najbolj suhih puščavah ne dežuje tudi po 10 let. Pesek, ki se širi kilometre in kilometre daleč, se segreje do 70 stopinj Celzija. Temperatura zraka se v senci povzpne čez 50 stopinj Celzija. Vse naokrog pa niti kapljice vode. Na videz so ta peščena prostranstva brez življenja. Vendar pa v njih najdemo živali, ki so se v več tisoč letih prilagodile puščavskemu življenju. Pred vročino se umaknejo v podzemlje ali pa se hladijo v senci. Hrano si najdejo veliko težje kot živali v tropskem gozdu. Vse živali, ki živijo v težkih razmerah, imajo veliko sposobnost premikanja. V eni sami noči lahko prehodijo ali pretečejo kilometre in kilometre, da najdejo kaj za pod zob. Največja težava v puščavi nista vročina ali hrana, temveč pomanjkanje vode. Voda je življenje. Da bi živali ohranile v telesu čim več vode, se ne znojijo, njihovi iztrebki pa so zelo suhi. Sedaj besedilo preberi še glasno sam. Pri branju se potrudi in upoštevaj ločila. Sedaj se bomo igrali igrico Resnica ali izmišljotina. Potrebuješ zeleno in rdečo barvico. Vmes, ko si pripravljaš, pritisni pavzo. Prebrala bom trditev. Če trditev drži, dvigni zeleno barvico. Če ne drži, pa rdečo. V puščavah se pesek segreje tudi do 50 stopinj Celzija. Ni res. V najbolj suhih puščavah ne dežuje tudi po 10 let. Tako je. Peščena prostranstva so na videz brez življenja. Res je. Vse živali, ki živijo v težkih razmerah, se zaradi vročine zelo počasi premikajo. To pa ni res. Da bi živali ohranile v telesu čim več vode, se ne znojijo, njihovi iztrebki pa so zelo suhi. Tako je. Sedaj pa si pripravi zvezek in vanj odgovarjaj na vprašanja v prvi nalogi. Piši s pisanimi črkami in s celimi povedmi. Ko odgovoriš na vprašanja, se loti naslednje naloge. Poglej si besedili v delovnem zvezku na strani 80 in 81. Izberi si eno in reši naloge. Tako, danes si
In še boš izvedel veliko o življenju v puščavi. Če te zanima še več, raziskuj na spletu ali v domači knjižnici. Zdaj pa veselo na delo!